Gospod minister, še enkrat, malo izven današnje teme. Vaš kratki komentar današnje stavke? Kakšne bodo gospodarske? V bistvu je bil že komentar, kar sem odgovarjal kolegu z Slovenske Bistrice. Stanje javnih financ je kakršno je. Mi imamo virov sicer dovolj, ker imamo dovolj depozitov v bankah. Te smo pripravili v odgovoru na morebitne nadaljne strese na kapitalskem trgu. Smo zagotovili dovolj virov za več let odplačila kreditov, tako da, ampak če likvidnost ni problem, je pa problem primanjkljaj. In primanjkljaj mora ostati v obvladljivih okvirih. Za naslednje leto bomo ciljali okoli 4,5% bruto domačega produkta. Če štejemo še zadolžitev občin, ki je neizogibna, potem bo to prišlo na 4,7%. V letu 2012 bi morali pasti pa pod 4 in potem 13 pod 3. Če bo rast hitrejša, se bo to izboljšalo. Čim bo gospodarska rast dosegla več kot 3%, bomo v naslednjem letu šli po zavezi, ki smo jo zapisali tudi v interventni zakon, bomo šli v odpravo neskladi oziroma v nadaljevanje Virantove reforme. Skupaj se predpostavlja potem približno 6% rast, takrat, ko bo to izvedeno. To bo približno toliko, kot bi 2008 imeli javnofinančnih virov. Prej je pa to seveda čisto povečevanje izdatkov zaradi zadolževanja. V tem primeru mora pa vsak gospodar seveda reagirati s krčenjem zaposlenosti ali pa pravic. In to je pa seveda precej večja zguba, zato jaz pričakujem, da bodo sindikati to razumeli. Ste kritični do stavke? Glede, stavka je legitimna pravica, Jaz samo razlagam, zakaj je prišlo do odločitve, da se zagotovi stabilna raven financiranja, da se pa ne zagotovi bistvenega povečanja. Hvala. Prosim.